Še preden gremo k filmu, bi vas rada spomnila na nekaj, kar nam je zadnjič povedal Andrej iz Skubic, ko smo gledali tisti film Lok. Takrat smo se pogovarjali o jeziku, tudi o slovenskem jeziku, o rabi slovenščine v javnosti in tako naprej, in tudi o govorici v filmu. In Andrej iz Skubic je rekel eno zanimivo misel, tako mimogrede, pa nismo veliko o tem rekli, namreč, da je pravzaprav ta zborni govor, ta jezik slovenski, ki ga naj bi uporabljali v javnosti, je pravzaprav za vsakega od nas tuj jezik, ki se ga moramo naučiti. Naša gostja govori, jaz bom rekla, najlepšo slovenščino v javnosti, kar sem jih jaz kdaj slišala, tako za zgled in vzor. In mislim, da je ta jezik tako ponotranjila, da pa to za njo nikoli v nobeni situaciji ni tuj jezik. In se opravičujem, če sem s tem malo posegla v vašo intimnost, no, ampak mislim, da si naši gledalci zaslužijo, da to že vnaprej vejo, da bodo pozorni. Bom pa začela z enim zelo takim vprašanjem, ki pa mislim, da je ta pravo za ta film, namreč kako se je vas dotaknil ta film? Najlepše pozdravljeni, spoštovano občestvo, in prisrčna zahvala za blagodejne besede. Pravzaprav so prevelike zame, roko na srce. Pritrdim, res moj jezik, moja govorica je koža, v kateri edinole znam živeti, zato zame zborni jezik ni tuj jezik, to bo prav res držalo. Bom povsem odkrito srčna. Izkaže se, da sem kot založnica, urednica precej bolj kultivirana v vlogi bralke kot gledalke, opazovalke filmskih vsebin, čeprav že od nekdaj občudujem kinski aparat in tisto žlahtno, kar raste pred njim in se za vse večne čase v večini primerov ohranja za rodove. Film sem si ogledala na velikem računalniškem zaslonu, zato je bila moja izkušnja precej manj romantična in najbrž tudi na drugačen način meditativna kot vaša danes. Film sem na 2 mestih prekinila, ker mi je zastala sapa. Vse skozi sem razmišljala skozi literaturo. Se zdi, da je to, kar je moj blagoslov, malo tudi moja ječa, in sem neogibno mislila Orhana Pamuka in njegovo izhodiščno vprašanje, ki je v resnici najprvo samo izpraševanje. Melanholija, ali jo sprejeti vase ali se ji upirati. Orhan Pamuk namreč v svojih delih pogosto uporablja literarno orodje, ki bi mu lahko rekli hüzün v turškem jeziku. Melanholija torej kot plašč, ki želi pokriti ali točneje prekriti resničnost, pa vendar ne zmore prekriti, vsekakor pa ne izruti vzroka za to bolečo, trgajočo stvarnost. Melanholija, ki ni dovoljšnja beseda, ki bi opisala to, kar pomeni hüzün, je sočasno izkušnja, ki ni samo osebna ali celo več, je predvsem izkušnja skupnosti, kolektivnega nezavednega torej. Da, in je naposled lepa žalost. Vse to sem videla, ko sem sledila niti filma, ki je, res ste dejali, najkrajši med najdaljšimi, če vas sedaj okorno parafraziram. Na katerih 2 mestih ste ustavili gledanje?
spominjam se tistega prizora, ki je hladen kot kamen, ko protagonist Ajdin stopi do konja, ki je bil nekaj predtem divjega konja, torej anatolskega konja, ki se lahko bere tudi kot simbol, ki je po njegovi zaslugi v hlevu in tedaj v ječi, v izgnanstvu na nek način. Videla sem ga kot prispodobo notrin protagonista, ki je v tem jazu, ki ga je skozi leta, desetletja razvijal, se zdi zelo odtujen od sebe. In ta prizor je sledil pogovoru oziroma temu ključnemu pogovoru z ženo, ne? Če se spominjate. Da. Vas dopolnim na tem mestu s njim. Film sem občutila kot odlično, zares rahločutno in pronicljivo študijo odnosov. Seveda je nosilni odnos med njima, zakoncema torej. Nihal kot mlada ženska, prelestna, elegantna, tiha, ponosnega pogleda, ki pa je ves čas obtežen z nekakšnim prezirom do moža, zakaj mož je tisti, vsled katerega je, kot na nekem mestu oponese, soprogu zamudila oziroma izgubila, po nemarnem izgubila svoja mlada leta. Zelo pomemben, simptomatičen dialog, ki se večkrat potrjuje skozi literaturo in ki je tako rekoč posnetek prizora v kratki zgodbi slovitega Čehova, ki sliši na naslov Žena. Bila sem tako vzdramljena, da sem... Ta film, ne, veliko, to se vse recenzije so našle, ta vir Čehova, ne, za ta film. In jaz sem pričakovala, da boste vi pa povedali, katera novela je to. Da. In se bo to zgodilo. Res se skoraj da mora zgoditi, zakaj prav presenetljivo je, na koliko mestih sovpadata besedilo Čehova in filmska mojstrovina Zimsko spanje. Včasih celo povsem zastane dih, ker so podrobnosti tako preplavljujoče, ujemajoče se. Vsake toliko je zaslišati Natalijo, ženo v kratki zgodbi oziroma noveli, ki govori praktično s ta istim jezikom, kot ga uporablja Nihal. In celo prizori so tako pokrajinsko zasukani in kontemplativno, da se zdi, kot da bi režiser na tihem sledil scenariju omenjene kratke zgodbe. To je prav osupljivo. Na mestih namreč lahko beremo sočasno Natalijo in Nihal. Kot rečeno, uporabljata ta isti besedni spoj. Bomo šli brati Čehova, ne? Po tem filmu. Kako ste pa, mogoče bi tle gledalce vprašali, kako ste ta lik Ajdina, kako ste ga sprejemali? Jaz sem namreč ob prvem gledanju ga videla veliko bolj enostavnega, seveda preprostega, ne? Zdaj ob drugem gledanju se mi je odprl in globje v tem svojem patriarhalnem, konvencionalnem, tudi mačističnem pogledu na življenje, ne da bi se ga pravzaprav zavedal. In se mi je zazdel res ta človek, ki pravzaprav živi v trdnem prepričanju, da živi najbolj, kako bi rekla, pristno in etično življenje, ne. Obenem se pa v tem filmu ves čas vse to sesuva, ne, popolnoma, ne, da na koncu pripelje do neke take katarze,
ki jo je pa tudi možno razlagati na več načinov, ne. Pa me zanima, kako ste, mogoče bi se tukaj že kdo vključil, kakšno dodatno misel k temu mojemu pogledu na ta glavni lik, ki vse te neprijetne stvari, ne, ki so v življenju, ki jih je treba opraviti in v katerih se sooči z resničnim življenjem, ki jih on lepo na druge prenaša, ne, in se izmuzne, ne. On pač da odvetnikom, naj uredijo s njegovimi dolžniki, ne. Vse tako odmakne, ne. Skratka, a je kakšna misel? Ima kdo kakšna misel, če ne bomo pa vas prosili? Jaz sem tudi dvakrat gledala film že, se bom dovolj glasno sama. Pa moram reči, da enako najprej se mi je celo v prvem gledanju lani v novoletnem času tako malo kot zasmilil. Zdaj se mi je pravzaprav drugače imala realno. Mislim, da tisto pismo na koncu, to je tako njegova maska, da mu pa jaz napisal nekaj, kako e-mail je krasno napisati, se bomo prav svojo dušo, bomo spet lepi, bomo spet gospodati, ampak se pisma ni bil zmožen odposlati, po mojem. Aha. Interesantno, da. Ja. Ajdin je vse to, kar ste rekli, tudi zame. Žena mu na nekem mestu poočita, kako da sicer je pošten, načelen. Zdaj moram priznati, da sočasno berem spomin, ki ga je porajal film, in berem novelo Čehova, tako da mi prosim ne zamerite, ker je bilo ujeman res toliko, če bom kdaj spregovarjala skozi Čehova. In da je v svoji arogantni, etični drži sposoben sovražiti vse. Sovraži mladež, ker da je preveč svobodoumna, sovraži starejše, ker da so nazadnjaški, nenazadnje sovraži plebs, če hočemo reči, najemnike, ki zaostajajo s plačili. In če dodam sama, nekdo, ki je tolikšen mizantrop, očigledno sovraži tudi vitalno silo v sebi. Zato se mi zdi pomemben ta vaš poudarek, Helena, ko pravite, da je konec potencialno katarzičen. Odkrito lahko povem, da je v noveli, zdaj bom brško ne preveč razkrila, smem, je zaključek manj odprt, bolj očiščujoč. Primeri se namreč, prostite, da Pavel, tako kot Ajdin, ženi ponudi drugačno obliko sebe. Prav tako ji reče, da bi mogel biti njen suženj, če ga sprejme, sede in začne pisati. Pavel, za razliko od Ajdina, namreč piše zgodovino železnice. Aha, lepo. Da, in evolucija Ajdinovega lika, jaz poudarjam, sem imela to olajševalno okoliščino na svoji strani, da sem lahko film vzporedno srkala skozi literaturo, na katero se je oprl, in ta literatura je bila, hočeš nočeš, pojasnjevalna, ravno prav razlagalna. Tako da sedaj drugače gledam na celotno izkušnjo, filmsko izkušnjo, in si bom film zanesljivo ogledala znova. Torej, nikakor ni enodimenzionalen, prav res ne. Vem, da sem na neki točki močno začutila, kako zelo Ajdin ljubi svojo ženo, da si prav sta bila tako zelo odmaknjena drug od drugega, celo nista si delila spalnice, pogosto nista niti obedovala skupaj. Utemeljeno se mu je zdelo, da je mladi ženi komaj mar zanj. Pa vendar jo je ljubil. Zakaj? Tako čutim, slutim, bila je edina v njegovem življenju, ki jo je sploh zmogel imeti rad. Čeprav, če smem na tem mestu še to dodati, se lik v literaturi na neki točki, ko jo opazuje, med tem ko joče, vpraša,
ali svojo ženo sploh pozna. Je gracilna, elegantna, vse to, kar smo povedali, in je še marsikaj drugega, kar je njegovim srčnim očem očitno ostalo skrito. Ja, ta odnos je seveda globok, ne. Globok. Mislim, da je največja vrednost tega filma, pravzaprav filma kot filmskega dela, da je znal, da si je vzel čas, no. Da si je vzel čas in da je dejansko vpeljal gledalca v ta čustveni svet protagonistov. V vsakem dialogu smo bili vključeni tako intenzivno, da to redko pravzaprav doživiš v filmu. In sam mislite si, zdaj samo poskusite si predstavljati, kaj bi recimo zdaj bom rekla v enem takem slabšalnem smislu, ameriški producent, ne, vzel ta film v roke in ga rekel, ga bomo malo prilagodili sodobni publiki, bomo majčkeno pospešili pa tako, ne, kar bi se dal čisto enostavno narediti, ker bi bilo vse še vedno razumljivo, ampak dobil bi en slab film, kljub tej čudoviti scenografiji, ki je pač nekaj bistvenega tudi v tem filmu, ne, to moramo vedeti, to ni en okras ali pa en estetski dodatek, ampak ljudje izhajajo iz te pokrajine, ne. Tako da mislim, da je to velika vrednost, da se strinjate, da je vrednost teh prizorov, ki res tako zaživijo, kot da je tisti pogovor sestra, brat, recimo, ne, tam, ko lezemo vedno globje v to pisanje kolumen in kaj je to in ali je to sploh kaj in tako. Kako tak pogovor, ki je v življenju traja, ne vem, dalj časa, ne, je tukaj še vedno dolg pogovor, ampak mu lahko sledimo, ker se nenehno razvija, ne, nam ostane privlačen, saj jaz sem to tako doživljala. Nedvomno, da na nek način filmu uspe, če tudi je zelo razkošen z dialogi, vzpostavljati prostor tišine. Le da je to tišina, ki je polnost, tišina, ki je ni potrebno z ničimer napolniti, ker je sama po sebi polnost. K tej tišini bi dodala ta klavir, ne, ki ga slišimo od časa do časa, to je Schubert, sonata številka 20 v A-duru. Nisem jaz nič posebno pametna, ampak vse to se z nekaj kliki zdaj dobi v teh informacijah. No, ampak en pianist, ki je to izvajal, je rekel, da je pač to ta glasba, ki z nekaj toni ustvari tisto en suspens, pravzaprav bi rekli v filmskem jeziku, eno pričakovanje, da bo nekaj bo eksplodiralo, ne? In to nas ta film, ta glasba, ki je pravzaprav tudi tišina, nas spravi v to razpoloženje, saj jaz sem to tako doživljala. Sem pa včeraj odprla tisto debelo knjigo Čehova in sem rekla, bom kar naključno malo pogledala. In je ena novela Človek v lupini, Mož v lupini. In sem nenadoma, kar samo na začetku, en opis človeka, ki je pa prav tak kot naš junak, ne, ki nenehno dela stvari, ki so na videz videti, kot da jih vsi pričakujejo, da bo tako ravnal, ne. Tako da Čehov je najbrž zelo ljub pisatelj našega avtorja Ceylana, ne.
zanesljivo, zanesljivo. Mojstrija se izkaže tudi v tkanju suspenza. S tem se moram strinjati. Ko sem na početku omenila anatolske divje konje, sem pomislila, če se Istanbul v literaturi Orhana Pamuka hrani iz Bosporja, se mogoče Anatolija, azijska Turčija, kot ji tudi pravijo, hrani iz galopa divjih konj. Zelo so se mi zdeli pomenljivi poudarki, ta pletež simbolike skozi konja. Na koncu ali precej proti koncu protagonist konja izpusti na prostost. Pa tudi druge živali so tako pretanjeno vpete v zgodbo. Me tudi zanima vaše mnenje, kako denimo razumete tisti prizor, ko Ajdin zapazi kunca ob vodi, seže po puški in ga ustreli in se zdi, da z drhtenjem pristopi, vidi, da je zajec obležal pod streli, ako se ne motim, še diha, je še živ. In potlej zares zelo proti koncu v desnici kunca prinese, ko stoji tam spodaj pod domačo hišo in uzre svojo ženo na drugi strani okna. Jaz sem najprej v tistem prizoru, ko so šli na lov, sem najprej pomislila na tisto znano stvar v dramaturgiji, ki se študentje učijo, mislim, na prvo uro, ne, da Čehov pravi, če puška visi na steni, moraš vedeti, da bo ta puška uporabljena. Jo je treba uporabiti v drami, ne sme biti kar za dekoracijo. No, najprej sem na to pomislila, s tem strelom bo še nekaj. Potem sem pa seveda drhtela za tega zajčka, ne? In je bilo tisto drhtenje zajčka, ki je pač poginjal, umiral, je bilo pravzaprav en simbol tega, kar se je zdaj dogajalo v tem Ajdinu, ne? In sem videla, da bo moral slediti nekaj takega, njegovo soočenje globoko z njim, ne? Ker je on tudi sam to doživljal kot eno nasilno dejanje. Ampak seveda ob koncu sem pa tako kot gospa, ne, rekla, kaj je zdaj z iskrenostjo tega pisma. Ali je nekajkrat v tem filmu vsi rečejo, človek se ne more spremeniti, ne? Kaj je zdaj s to iskrenostjo? Ali se je človek res, ali je nov človek, ne? Nov človek, tle imamo spet Čehova. Ali je to, no in potem, ko se on spravi pisati to zgodovino turškega gledališča, ne, kar je spet ena taka, kako bi rekla, ja, ne, nekaj, en beg od življenja, no. Ne, ker se je mogoče bo napisal, ne. Kaj pa če je on, tam jaz sem pričakoval, pač sem tudi dvakrat gledal ta film, da bo on se soočil z tem Levantom, njega odstranil. Učitelja, ki je bil ljubosumen na njega. In s tem, ki je bil zajca in ga je prinesel in ga je pokazal, je rekel, evo, sem... Moška pragmatična. Ja, jaz na to nisem nič pomislila. Sem pa videla, da mu gre neizmerno na živce, ne, jasno. Nekaj se bila en moment je bil tem, ker se je pač ta Nihal prebija z avtomobilom nazaj, pa ker smo vsi vedeli, da so ceste strašno nevarne, je bilo, a bo ona sploh prišla domov, ali ne. Ko se to razreši, to je bil pa ta moment naslednji, tako sem jaz pač videl posebno.
Aha, ja, no, na to nisem pomislila, ampak ja. Seveda, čist jasno, ne. No, ta moški pogled bi pa mogoče še malo razvili. Namreč kako pa moški gledate na, tle govorimo o tem, da je on zelo, no, najmanj, kar rečemo, da je patriarhalen, ne, ampak meni se zdi to premila beseda, no. A lahko potem moški pogled? Prosim, Pa ja. bom ustal, a ne? Prosim. Namreč spodbudilo me je to, kar ste prej omenili, ne, ta človek v lupini. Ne. Morda ne, smo moški tako narejeni ali pa vzgojeni, da tisto svoje največje intimo ali pa razmišljanje tudi skrivamo. In da je to lupino najtežje predirati v odnosu z ženo, z komorkoli, a ne. In da so zato tudi mnogi nesporazumi in težave na svetu. Meni je bil ta film zelo lep, ne, je pa budil tudi misel na film Molière na kolesu, na vso tisto intelektualno, ne, prepucavanje, kot bi rekli včasih, a ne, na to izjemo, ne, ki jo lahko pokažemo v odnosih, vsak na svoj način, tako kot sta jo brat in sestra kazala v tistem čudovitem dialogu, ne, in tukaj se lahko sam strinjam z vama, da film tako potegne, ne, da res ne pogledaš na uro. Ne. Čeprav je bilo prej, ko gledaš, da bo to 196 minut, je človeka groza. Ne. Ampak resno, da je ta moški pogled, ne, je pa v toliko, da se nenehno spopada in mene zanima, kako to, da je turški avtor, ne, izbral to slovansko melanholijo. Ne. In ta globalna zadeva, ne, ta globalni sindrom moškosti lovca, ne, jaz na primer vidim to sceno z zajcem kot tipično moško sceno. Naveličan vsega ob reki si umivaš nogo, ki te boli in zagledaš plen. In naenkrat si osredotočen na plen. Ne. In tako da so te stvari zelo različne asociacije budijo, ne, in zato se mi zdi film tako lep in tako dragocen. In hvala vam za ta izbor. Hvala lepa vam za moški pogled. Tu pa res. Vidite, jaz sem očitno vse preveč dramatična in sem tega zajca v desnici videla kot neke vrste manifest. Dobila sem namreč občutek, da bi zajec lahko pomenil, da je Ajdin ubil tisti del sebe, ki je tako zelo mrzil in ga na nek način ni zmogel več nositi. Tako sem želela to videti jaz. To je bilo najbrž Ajdinovo nezavedno. Absolutno. Zavedno je pa bilo to, da je zajca ustrelil, ne? Zanesljivo, da. Koliko imamo še časa, tlele so? Niste izbrali drugega trenutka, mene tole, Aha, rekla zelo slej, gospod Bernhard smatra. aha, drugi trenutek, ko ste prekinili gledanje filma. Takrat pri konju, ne? Da, torej, pardon, bilo je pravzaprav na nek način lahko celo v prozaičnem trenutku, boste porekli, ampak ustavila sem se na točki gostote, ki je šla prek roba, ko je bila Nihal v svoji dobroti. Ta dobrota je bila v resnici samo reševalni manever, kaj ne, zakaj njena dobrodelnost je pomenila bolj kot ne predvsem to, da se je reševala dolg časa neobstoja, praznote v življenju in na nek način tudi samozanikanja. In ko je bila tako artikulirano zavrnjena, torej način, ki ga je uporabil, zdaj pa ne bodite hudi, mislim, da je bil Ismail. Ismail, ja. Da. Ismail. Torej,
To me je pa zares ganilo, kako je zmogel, oprostite, se zelo potapljam v trenutke, ki sem jih takrat občutila, kako je zmogel lapidarno S to dobrodelnostjo opraviti, da, in tudi svojo neznosno stisko izgovoriti. Ja, in da, zanesljivo. tudi z Nihal, ne? Z Nihal je opravil in tukaj spet bi vas rada upozorila, se ste opazili, no, v tem prizoru, ne, mi najprej zagledamo v tisti sobi, najprej zagledamo ta kamin, to ognjišče, a ne, in je tukaj spet sledil tej dramaturgiji, Kamin, ogenj kot zlovešči znanilec. Nekaj se bo zgodilo. Ne? To je vse zelo prefinjeno, speljano, ti napotki, a ne, dramaturški so tako prefinjeno speljani, no, skratka, se ti napotki izhajajo iz dobre prakse, ne? Niso vnaprej napisani, ne? Saj se po Čehovu se ravnajo najbrž kar vsi, ki pišejo drame, ne, saj to je največji, mogoče s Shakespearom največji dramatik, ne. Tudi sestavina snega, zelo trivialno postavljeno, ima veliko težo. V literaturi turškega Nobelovca je snežna prelest vedno aluzija na pretnjo skorajšnje katastrofe. To lepo, kar napoveduje zlo, ali pa, če ne nujno zlo, pa veliko tragedijo. Zdaj pomislim, da imamo opraviti prav z zimskim spanjem, tudi ni niti približno naključje. Ja, pravzaprav kaj pomeni to zimsko spanje? Da se bo po tem spanju nekaj spremenilo? Ja, morda ima to preroditeljsko nit. Če sem v Zajcu videla dramatični zasuk, kot sem ga opisala, si lahko mislite, da sem ostajala tej maniri zvesta, tudi pod vplivom novele, kakopak, da morda se je res rodil nov človek, ker Ajdin je na nek način, potem ko se je utemeljeno počutil zapuščenega od vseh, nihče ga ne bi pogrešal, če bi zares odšel v Istanbul, je imel samo dve izbiri, ali izginiti v Ništrc, ali izbrati novo, drugačno pot. Seveda se smiselno zastavi vprašanje, ali človek zmore odložiti svojo kožo. Le redko je tako. Ampak, če se še enkrat referiram na Zajca, tako je bil dvignjen kot nekakšen prapor, v smislu, bil je in ni ga več. Zdaj je tu pred teboj novi Ajdin. Kar pa smo videli v njenem pogledu, je bila še vedno svojevrstna zamaknjenost in nemajhen delež nejevere, kar pa je razumljivo najbrž. Kot ženska, riba Faronika, ki na hrbtu nosi ves svet, je vedela, da so takšni preroditeljski trenutki zelo redki. Bomo s to mislijo. Prosim. Jaz bi še eno stvar rad izpostavil. Čeprav je velikokrat bilo zdaj v tem pogovoru slišati precej simbolike in film je poln simbolov, ali so to črede konj divjajočih, ali je to mrtev zajec, ali je to denar, ki gori v plamenih in tako naprej. Se mi zdi, da je glavni koncept filma vseeno v prikazu odnosov med temi ljudmi. Skoraj noben odnos, razen mogoče med gospodarjem in upravnikom, ni skladen. In režiser se pravzaprav ne postavi na nobeno stran. Mi, ki pa gledamo, nas seveda ta dramaturški koncept potegne v te odnose in se počasi postavljamo ali na eno ali na drugo stran. Jaz sem mnenja, da je to odvisno od tega, kako mi na svet in na življenje gledamo. Tisti, ki so mogoče bolj idealisti, se postavijo mogoče bolj na stran
dveh žensk. Tisti, ki so pa mogoče v življenju bolj realisti, pa mogoče na stran Ajdina. Sej ne gre tukaj za navijaštvo, ampak gre za to, kako ocenjujemo njihove besede in njihova ravnanja. In Ajdin, ne verjamem, da bi mu lahko rekli, da je močno patriarhalen. Prej bi rekel, da je realist. Sej v svojem življenju živi zelo eno pisano, eno bogato življenje. Medtem ko dve gospe pa pravzaprav živita malo v iluzijah. In ležerno življenje pravzaprav do določene mere prazno. Čeprav si ga skuša žena napolniti s svojo dejavnostjo, ampak na čigav račun. Tako da to dvojnost v teh odnosih vidim, ki so neskladni, tudi oba, brat in sestra, večkrat rečeta, ja, no, pustiva, sej vsak ima svoje mnenje. No in pri tem režiser ostane. Ja, kot vsi veliki režiserji ne vsiljuje svojega mnenja, ne, ampak seveda je prepričan, da bo gledalca pripeljal tja, kamor si želi. Tam pa, kjer ni rešitve, ne, sej filmi ne rešujejo ničesar, ne, tam pa, kjer ni rešitve, pa seveda pusti odprto. Sej najhujše je to, če nam lažne rešitve ponujajo umetniška dela, ne, ki pol to niso. Da. Bomo še kaj dodali? Jaz sem ves čas malo pogledujem na uro zaradi, ne vem zakaj, ker se me nikamor ne mudi, ampak ker imam malo slabo vest, da tako dolg film izberem, ne, ampak bi mi bilo res žal, da ga ne bi bili videli. A so pri nas predvajali kakšne druge filme tega režiserja? O ja, to je njegov, mislim, 7. film in jaz mislim, da je skoraj za enih 5 je dobil v Cannesu. Cannes ga ima posebno rad, je dobil nagrade, Podnebje je en film, pa še nekaj lahko, srtlele nimam napisan, ampak ja, nekaj filmov je. On je po poklicu, po izobrazbi elektroinženir, ki se je pa potem odločil in je šel malo po svetu in pravijo, da je njegovi ti vzorniki najljubši so Čehov, Shakespeare, Voltaire, tako, to so njegovi. Zanimivo Voltaire, ne, kot vrh razsvetljenstva in razuma, slavljenja razuma, ne, čeprav tle sama čustva delujejo, ne. Da, kot parafraza morda, namreč tu pa pomislim na eno misel, da ne kaže precenjevati pameti razuma, sploh ne, kadar spotika pamet duha. In tako da tu imamo neke vrste uravnoteženje, kaj ne, da Ajdin, ki veliko stavi na pamet razuma, na neki točki, kot da bi opustil raziskovanje pameti duha. Eno brez drugega pa ne gre. Seveda. Jaz se bom zahvalila. Se je tako pripravila, da nam je najdla novelo Čehova, to mi je posebno dragoceno in upam, da bomo še kdaj takole lahko kramljali. Najlepša hvala vam, Helena, ker ste bili tako velikodušni in ste me sploh prepoznali v tej vlogi. In hvala seveda vam, ker ste natančno gledali in poslušali, da ste naposled mogli videti in slišati. Nič od naštetega ni samoumevno. Najlepša hvala.